Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Ajdi, ki je 6. januarja leta 2026 praznovala svoj 5. rojstni dan. Ajda, vse najboljše in najlepše. Prav tako pa ti želim veliko smeha, radovednih korakov in pravljic, ki naj te vedno znova in znova popeljejo v čarobni svet. Naj bo vsak tvoj dan vsaj malce čaroben. Tokrat bomo prisluhnili zabavni in poučni pravljici o prijateljstvu, potrpežljivosti in deljenju. Namreč Zmaj in njegov prijatelj sta našla zelo zanimivo knjigo. Težava pa je nastala, saj bi točno to knjigo radi brali vsi in to istočasno. A knjiga je bila žal samo ena. Le kako so se uspeli dogovoriti. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za slavljenko Ajdo z naslovom Deliti je lepo, Zmaj. Kaj misliš? Kam neki je šel danes Zmaj s tako čudovito torbo? Zanima me, ali nam bo dovolil pokukati vanjo. Polna je knjig. Zmaj pogosto zahaja v knjižnico. To je zagotovo njegov najljubši kraj na tem svetu. Te knjige bo vrnil in jih zamenjal za zgodbo, ta hip zelo priljubljeno po vsem svetu. Ali mu lahko pomagaš odpreti vrata v knjižnico? Seveda. Vračanje knjig po drseči cevi knjigomata je tako zabavno. Zmaj pomaha in zašepeta adijo vsaki knjigi posebej, preden jo spusti po ogromni cevi, kjer mu izgine izpred oči. Tudi ti lahko pospremiš knjigo s pritajenim glasom, s kakršnim govorimo v knjižnicah. Ui, papa! Zmaj hiti naravnost do najljubše knjižne police. Tiste s knjigami o mačkah. Toda počakaj! Njegove najljubše zgodbe ni na polici. Vse kaže, da bo treba Zmaja v tolažbo potrepljati po rami. O, poglej! Prihaja vitez železni. Morda bo razveselil Zmaja. Zanima me, katere knjige ima vitez železni v svoji knjižni torbi. Zvezdnati vitezi. Ne zbudi vitezov. Sovji vitez. Na viteškem vrtu. In katera je ta zadnja? Zdi se kot knjiga o mačkah. Mjau. Zmaj, kaj počneš? Vitezu železnemu ne moreš kar tako potegniti knjige iz rok, tudi če je tvoja najljubša zgodba. Vitez železni pravi, da je to tudi njegova najljubša zgodba in takoj vzame knjigo nazaj. Prvi sem jo imel. Zmaj je videti tako žalosten. Ali si že kdaj videl koga tako razočaranega? Pobožaj Zmaja po hrbtu. Zmaj bo danes moral izbrati drugo knjigo. Oglej si vse knjige na policah. Ali mu boš pomagal izbrati? Prijateljstvo, poezija, pravljice,
Nori gradovi, Zmaj detektiv, Atlas, Miš v vesolju. Katero knjigo misliš, da bo izbral Zmaj? Izbral je 2. Zmaj na vozu in Viteška kuhinja. Kadar si Zmaj izposodi knjige v knjižnici, z njimi najraje pohiti do parka, kjer po tleh razgrne odejo in jih začne brati. Poglej, kdo je tudi tam. Vitez železni. Ali lahko gledaš od strani, ne da bi obrnil glavo, tako kot Zmaj? Moja je, zakriči Vitez železni, ko Zmaj seže po knjigi. Ne moram več gledati. Lahko ti? Knjige niso narejene za igranje vlečanja vrvi. O, ne. Knjiga poleti, plapola, lebdi, frfota in izgine. Zmaj bo zdaj res pogrešal branje svoje najljubše zgodbe. Če bi le počakal, da bi prišel na vrsto. Kam je šla knjiga? Ali jo kje vidiš? Princesa ne more verjeti, kakšno srečo ima. Obožuje zgodbe o mačkah in ena je pravkar pristala pred njo. Obrne stran in začne glasno brati. Nekateri pravijo, da se moja mačka Mili grdo obnaša. Princ se usede zraven nje in posluša zgodbo. Prihaja vse več prijateljev. Potem se jim pridružita še Zmaj in Vitez železni, ki iščeta knjigo. In kaj meniš, da reče Vitez železni? Moja je! Ali lahko preberem knjigo do konca? Potem ti jo takoj vrnem. Prosi princesa in potem naprej bere. Vitez železni s pogledom ošvrkne vse, ki poslušajo zgodbo iz njegove knjige. Če bi lahko bruhal ogenj, bi to tisti hip tudi storil. Toda ko stoji tam, nekajkrat globoko zajame sapo in opazuje svoje prijatelje, kako uživajo v poslušanju zgodbe in delijo knjigo med seboj. Srce Viteza železnega začuti nekaj posebnega. Srečo. Tudi Zmaj je srečen. Konec, reče princesa, ko obrne zadnji list. Princesa vrne knjigo Vitezu železnemu, tako kot je obljubila. Kot kaže, je najina najljubša knjiga vseh nas. Z nasmehom reče Vitez železni. Izvoli, Zmaj, zdaj si ti na vrsti. Toda Zmaj zmaje z glavo in jo potisne nazaj v roke Vitezu železnemu. Vitez železni je prvi imel knjigo. Zmaj bo počakal, da bo prišel na vrsto. Konec koncev, če počakamo, da pridemo na vrsto in delimo stvari z drugimi, pokažemo, da nam je mar zanje. Ja, in še res je. Kako prikupna, predvsem pa pomembna zgodba. Namreč Zmaj in njegovi prijatelji so nas opomnili, da deljenje ni vedno najlažje, a je skoraj vedno tista prava pot. In ko znamo potrpežljivo čakati in prisluhniti drug drugemu, postane skupno doživetje še toliko lepše. Ajda, naj bo prav vsak dan vedno poln svetlih misli in lepih trenutkov. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni podobni pravljici z naslovom Barba papa, srečna družina, zgodba o deljenju.
prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček Ajdi, ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, da sta se le uspela dogovoriti.